Lepo pozdravljeni. Kot rečeno, jaz bom predstavil tole knjižico, ki verjamem, da jo imate vsi v rokah. Če je še nimate, se potem oglasite tukaj, da jo dobite. To je v bistvu diplomski seminar Filipa Zuleta, ki sedi tamle, nas tudi posluša. Je pa pač tudi delo drugih študentov in pa predvsem profesorja Kovača in profesorice Ane Vogrinčič-Čepič. Takole izgleda ta prva stvar, ki smo jo analizirali. Sicer koliko zaposlenih je na posameznih članicah Univerze v Ljubljani. Vse skupaj smo ugotovili, da je nekaj več kot 12 oseb zaposlenih po članicah. Zdaj, to je mišljeno pač, da je neka oseba zaposlena na članici in da ima tudi v opisu delovnih nalog, da se ukvarja z založništvom. Največ je zaposlenih na Filozofski fakulteti, to so 3, potem ekonomska 2, fakulteta za strojništvo tudi 2, potem pa gre 1 in potem proti nič oziroma polovična zaposlitev in tako naprej. Zelo velikokrat so bibliotekarji zadolženi za založniško dejavnost na fakultetah ali pa celo mladi raziskovalci. Teh oblik je res zelo veliko, no. Tudi do teh podatkov točno nismo prišli, pač nismo šli gledati vseh pogodb o zaposlitvi, ampak pač to je neka ocena, ki smo jo naredili na podlagi spletne ankete in pa spletnih strani. Pravilniki o založniški dejavnosti so spet zelo različni na fakultetah. Eni imajo precej podrobne, drugi spet ne. 11 članic od 26 ima pravilnik o založniški dejavnosti, kar pomeni okrog 42,3% fakultet. Druge članice pravilnika niti nimajo, čeprav izdajajo knjige. Zanimivo je tudi, da 6 fakultet nima nobenega organa, oziroma pač uredništva, ki bi se ukvarjal z založništvom. Zelo pomembna je tudi fizična knjigarna na fakulteti oziroma akademiji. Mi imamo tukaj knjigarno nasproti tele predavalnice. Za nas je to zelo pomembna točka, kjer distribuiramo naše knjige, saj študenti zelo dobro poznajo, tudi profesorji se oglasijo v njej in to je pač ena pomembna referenčna točka. 16 fakultet je omenilo, da pač knjigarno fizično ima, 10 pa ne. Je pa treba upoštevati, da izmed teh 16 je veliko tudi knjigarn v knjižnici, tudi v referatu ali na različne načine. Ocena je, da ima manj kot 10 članic Univerze v Ljubljani tako knjigarno, kamor bi lahko stopil tudi pač nekdo izven fakultete in si tam pač ogledal knjigo in jo kupil, ne. Spletne knjigarne. Le dve članici na univerzi imata tako spletno knjigarno, ki je recimo sodobna spletna knjigarna, se pravi, da se jo lahko knjigo pregleda, naroči in plača tudi s kartico. Samo 2, se pravi to na Filozofski fakulteti in na FDV-ju. Ostale imajo zelo različno. So samo pač knjižni naslovi, lista ali pa slike, vendar se knjig ne da naročiti ali pa da se knjige naroči preko e-pošte in tako naprej. Zelo pomemben je pa tudi podatek, da kar 85% fakultet nima organizirane prodaje slovenskim knjižnicam. V slovenskem založništvu je pač prodaja slovenskim knjižnicam skoraj eden od temeljev prodaje. Tam gre, to je pač nek temelj prodaje, gre okrog 100 izvodov, 200, 300 in tako naprej, odvisno od naslova. Se pravi, 22 fakultet nima organizirane prodaje po knjižnicah. Ostane pač vse tukaj. Vsi ostali pač mi recimo prodajamo prek distributerja zunanjega, ampak ta je pa organiziran.
Zdaj pa zelo pomemben podatek, število izdanih monografij v letih 2015, 16 in 17. To imate tudi v knjigi noter. Do tega podatka je bilo zelo težko priti. Zdaj, kaj je publikacija, kaj ni publikacija, kaj je monografija, knjiga in tako naprej, je zelo težko doreči. Mi smo kot prvi osnovni pogoj dali, da mora publikacija imeti ISBN številko, se pravi v Cobisu, na to smo pa še izločali ven razne knjižice povzetkov, neke konference, zelo kratkih brošur in tako naprej, ki sicer imajo ISBN številko, ampak jih ne moremo šteti pač za knjigo v pravem pomenu besede. To so te številke prečiščene. Kot rečeno, ne vemo, a so to res zdaj knjige v pravem pomenu besede, ampak po vseh teh kriterijih, tudi publikacija je mogla imeti vsaj več kot 50 strani, so te številke, ki pa so zelo velike. Največ izdaja Filozofska fakulteta, v povprečju okrog 70 knjig na leto, tudi sledi Fakulteta za družbene vede, za strojništvo, Medicinska fakulteta in tako naprej. Skupno so pa recimo v 3 letih vse članice izdale skoraj 900 knjig. To je še ta graf, da se majčkeno vidi. Filozofska fakulteta izda približno četrtino vse knjižne produkcije na Univerzi v Ljubljani. Kakšno je razmerje med učbeniki, znanstvenimi in pa strokovnimi publikacijami? Skoraj identičen. Največ je univerzitetnih učbenikov, potem pa znanstvenih monografij in strokovnih publikacij. Še podatek, povprečna naklada knjige v založb po letu 2017 je bila 250 izvodov, kar je v bistvu kar visoka naklada glede na to, kaj smo danes slišali, kako v Angliji recimo, kakšne so naklade tam. Odstotek prosto dostopnih publikacij. V povprečju je 35% vseh publikacij, ki izdajo v okviru Univerze v Ljubljani, prosto dostopnih. Se pravi, tukaj 1/3. Tukaj se bo pač ta delež se bo sigurno spremenil v višji, saj bomo zaradi direktiv načrta S in tako naprej k temu tudi zavezani, če bomo subvencionirani. Višina subvencij ARRS za leta 2015, 16, 17 in 18. Kot smo danes že slišali v predstavitvi profesorja Velagiča, je to ena od pomembnejših finančnih spodbud za izdajanje monografij, vsaj pri nas je tako. V teh letih je 46% fakultet prejelo subvencijo ARRS, se pravi 12 od 26. Mnoge od njih niso, nekateri se niti ne zavedajo, kako se prijaviti na razpis ARRS, niti mogoče ne vejo, da tak razpis obstaja, kako se ga lotiti in tako naprej. Zdaj, največ subvencij je prejela Filozofska fakulteta, okrog 92 000, to je v letu 2018. Se pravi, ta znesek je za 40 monografij smo dobili 92 000 evrov. FDV je dobil 21, Teološka 14 000 in tako naprej. Zdaj še v spletni anketi je bil tudi na koncu vprašanje, kakšen je pogled na skupno univerzitetno založbo na članicah. Samo 10 članic je pač odgovorilo na to vprašanje. Nekateri so bili zadržani, si niso znali predstavljati, kako bo pač založba funkcionirana. Zelo so se vsi bali pač, da se bo avtonomija založniške dejavnosti iz fakultet prestavila na univerzo. Vse ostale zadeve so bile pa zelo naklonjene, se pravi boljša distribucija, financiranje, infrastruktura, podpora, večja profesionalnost in tako naprej. Ena izmed stvari je bila pa tudi v opozorilo, da ne bi prihajalo do
večjih zamikov pri izdajanju, zaradi tega, ker bi imelo univerzitetno založbo in tako naprej. Znanstvene revije članic Univerze v Ljubljani. Področje izdajanja revije je eno bolj urejenih izmed vseh založniških segmentov. Razlogov za to je verjetno več, ampak dolgoletna tradicija, pa tudi pomembnost, ki ima pač same revije za raziskovalce pri objavljanju člankov. 46 revij oziroma 130 zvezkov na leto izide v okviru Univerze v Ljubljani. Največ revij izdaja Filozofska fakulteta, 14, po 4 revije izdaja Biotehniška fakulteta in Pravna, potem pa gre po 3 in veliko članic tudi samo po 1. To so članice, ki ne izdajajo znanstvenih revij. Razlog gre pa iskati predvsem v tem, da mnogo od njih izdajajo revije, profesorji se povezujejo z raznimi društvi in drugimi inštitucijami in preko njih izdajajo znanstvene revije. Še raziskovalna področja znanstvenih revij. Družboslovje in humanistika imata največji delež, kar je v bistvu zanimivo, saj za družboslovje in humanistiko velja, da raziskovalci največ objavljajo v monografijah, oziroma pač, da je monografija za družboslovje in humanistiko bolj značilna, kot pa za naravoslovje, tehniko in biotehniko. Zato smo mislili, da bo tukaj večji procent teh ved, ampak razlog gre iskati predvsem v tem, da raziskovalci teh disciplin, se pravi izven družboslovja in humanistike, veliko več izdajajo v tujini, v revijah pač, ki imajo v tujini sedež. Večina revij izhaja v tiskani obliki, samo 4 so v bistvu samo v elektronski obliki. To gre predvsem za novejše revije. Zanimivo je tudi ta podatek, ali znanstvena revija izhaja v elektronski obliki in pa, če jo primerjajo, ali je znanstvena revija prosto dostopna. Gre skoraj za identična grafa, se pravi, če revija obstaja na spletu v PDF obliki, je pač tudi prosto dostopna. 5 revij pa ni prosto dostopnih. Spletni portali revij oziroma platforme. 25 članic revije, članke revij izdaja pač preprosto na svoji spletni strani v najrazličnejših oblikah. To se pravi, da gre za ročno nalaganje vsebine na spletno stran. Druga polovica članic pa uporablja Open Journal System, bodisi verzijo 2 ali 3, se pravi 43% članic uporablja Open Journal System in tukaj se pač kaže ta ideja, da bi bilo vredno razmisliti, da bi tukaj nadaljevali oziroma da bi bil pač to temelj skupne založniške platforme, ne. Open Journal System je brezplačna oziroma odprtokodna platforma in omogoča tudi sprejemanje člankov, recenziranje in tako naprej. DOI številke, ki so danes pač nujne, če se hočemo pač v mednarodnem svetu uveljavljati, kar 16 revij nima DOI številk. Tukaj je pač tudi ena od stvari, pri kateri bi lahko univerzitetna založba prišla na pomoč. Spet mnogo članic niti ne ve, kako pridobiti DOI številke. Mnogo članic se same registrirajo in plačujemo večkratne članarine za registracijo in tako naprej. Tako da tukaj bi tudi lahko prišlo do racionalizacije. Nosilci avtorskih pravic, kot veste, spet z novimi direktivami, bo Creative Commons licenca bolj kot ne nuja v prihodnosti. Pri nas polovica revij že izhaja pod to licenco, druga polovica še ne, ampak izhaja pač pod copyrightom fakultete oziroma univerze. Ali obstaja e-arhiv vseh člankov od prvega letnika dalje? Tukaj so kar, recimo temu, dobri rezultati. 35 revij ja, 11 pa ne.
Pa še subvencija ARRS, ki je zelo pomembna za izdajanje revij, saj pri nas je to pač eden od glavnih oziroma edini vir za izdajanje revij. Tukaj je veliko večji odstotek kot pri monografijah, kar 43 revij od 46 se prijavlja na ta razpis. Zneski so pa v bistvu zelo različni, no. Najvišja subvencija je bila recimo v letu 2019 približno 18 000 evrov na revijo. To so dobile 3 revije. Drugače je pa pavšalni znesek za 42 revij znašal okrog 8 000 evrov na revijo. Scopus Web of Science, pač zelo zaželena portala, kamor si vse revijo želijo priti. 19 revij je vključenih v Scopus, 27 pa ne. Web of Science ima nekoliko nižji odstotek. Potem pa je še tukaj DOI oziroma Directory of Open Access Journal. Spet je pa 22 revij. S tem, da DOI je v bistvu ena odskočna deska, da se sploh pride v Scopus in pa predvsem v Scopus, no. Vemo, da če je revija v DOI-ju, tam grejo pač preko nekih takih kriterijev, ki pregledajo, ali gre za resno revijo. Vsebinsko je ne presoja, ampak samo pač po vseh teh kriterijih založniških standardov. In če je revija v DOI-ju, je pač ima veliko večje šanse, da pride tudi v Scopus, no. Tako da tukaj bi lahko tudi univerzitetna založba veliko delala, ker v DOI je relativno enostavno priti. Pa še primerjava, ali je revija vpisana v DLIP in COBIS. V COBIS-u bi mogli biti vsi članki vseh revij vpisanih, ampak kar 11 revij nima vpisanih vseh člankov v COBIS. DLIP pa zanimivo pač sovpada s tem, z razpisom ARRS, ker je to pač obveza. Če ARRS financira, mora založnik dati revijo v DLIP. Pa za konec si poglejmo še indeks citiranosti. To imate tudi v knjižici, se lahko bolj podrobno pogledate. Strojniški vestnik, ki izhaja vsak mesec, ima 12 številk, ima v bistvu najvišji impact faktor, pa potem je tudi naša revija Documenta Praehistorica. Zdaj, ti impact faktorji niso taki kot recimo v tujini, ampak glede na dane razmere so kar v redu. Bi se pa pač sigurno z distribucijo metapodatkov in tako naprej pač dal ta indeks citiranosti oziroma indeks vpliva povečati. Še to je bilo danes že omenjeno, primerjava s splošnim knjižnim trgom. Mladinska knjiga recimo na leto izda okrog 370 naslovov, sledi založba Učila s 339. Če bi dali tukaj noter zaenkrat še fiktivno znanstveno založbo Univerze v Ljubljani, bi sedaj prišli na 3. mesto z 290 naslovi. Knjig, če pa upoštevamo še vseh tistih 130 zvezkov, pa kar naenkrat te številke predstavljajo veliko več. Treba pa seveda upoštevati, da Mladinska knjiga pa Cankarjeva založba sta v bistvu pač eno in isto, tako da nismo ravno na prvem mestu, ampak že te številke veliko povejo, no. To so pa pač možni cilji znanstvene založbe, ki so pač prišle na konec te analize. Jih je že naša prodekanja omenila, se pravi vzpostavitev portala revije, kjer bi objavljali lahko članke vseh 46 revij. Mnogo revij pač nima te platforme in tukaj pač ta infrastruktura bi bila dobrodošla. Enako za e-knjige, ki bi temeljili na Open Monograph Press, in pa seveda vzpostavitev spletne knjigarne, ki smo rekli pač, da imate samo 2 članici, tako sodobno spletno knjigarno za vse tiskane knjige.